Rad bi delil z vami eno zanimivo zadevo. O strahu. V podjetništvu je ogromno strahov v zadnje čase. Strah, da nas bodo ljudje zapustili. Strah, da ljudje ne bodo naredili tistega, kar morajo narediti. Strah da bomo propadli, kar je zdaj kriza v avtomobilski industriji, v tej branži okrog se dogaja, odmevna zadeva KTM v Avstriji. Strahov je ogromno. In ta paranoja se kar vleče in sploh ne veš, kako bi se zdaj lotil poslov, ali je zdaj, sploh še vprašamo koga ali kaj. Pred leti, mnogo let nazaj, mislim, da je bila kriza 2008-2009, mi je ena gospa rekla: Robert, zdaj je kriza. In jaz sem ji rekel: gospa, kaj naj naredim? Naj pridem čez 10-15 let nazaj in vam ponujam neko situacijo, katero danes ponujam, s katero se preživljam danes. Jaz imam danes otroke, katere moram izšolati in jih pripeljati do kruha. In tako je v vsaki krizi. Vsi, ko začnemo v krizi govoriti in potem, ko spremljamo medije, kaj se dogaja v tujini, kar nekako prenesemo to paranojo nase. In naj vam povem, kje je rešitev tega. Rešitev tega je v komunikaciji. Kot sem prej naštel ene težave, ene strahovi, da bodo ljudje odšli, pomeni komunicirajte z njimi, pogovarjajte se, kaj delamo, kako delamo, zakaj delamo, dajte komunicirati, odprto komunicirati. Ljudje ne bodo naredili tistega, kar je. Pogovorite se, dajte cilje razbiti na manjše koščke in jih definirati. In recimo, ne vem, tudi v sami krizi mogoče pa je treba poslušati trg, zaposlene, partnerje, kogarkoli. Se pravi, ta egocentričen menedžer, ki ni komuniciral, ki je samo rekel, to je moja firma, tako bo in tako naprej, bo počas moral najti drugo varianto. In zdaj naj vam povem fenomen tega časa v komunikaciji. Če ne komuniciraš, so ljudje slabe volje, odidejo karkoli, če še denar ni dober, pa sploh grejo. Ne? Če pa komuniciraš z njimi, pa svet, recimo v gostinstvu, kjer pravijo, da kadra ni, pride kakšen, recimo natakar, reče: 20 let sem v fine diningu, kaj me bo zdaj ta učil? Pravzaprav te ne uči, ampak ti razlaga, kaj je filozofija njihove restauracije, zakaj ljudje pridejo k njim, po kaj pridejo. In seveda bo tudi tak velik strokovnjak, ki 20 let že nekaj počne, moral narediti en napredek v svojem razvoju. S komunikacijo tudi vprašati: gledajte, ne vem, mi smo pa delali tako, a je zdaj kaj drugače. Dejansko se, ne vem, mi v izobraževanju se čisto vsak dan učimo. Od svojih strank, ampak tudi iz svoje literature in podobnih stvari. Gremo korake naprej, ker ne moramo ostati na eni situaciji, zdaj pa je kriza, to pa res ni motivacijsko, to pa najbolj, da pol zjutraj sploh ne ostaneš. Se pravi, predlagam vam, komunicirajte ali pa poiščite, kako mi to delamo, kako se mi ukvarjamo s tem. Sigurno je kakšna ideja prava. In če je pri vas že fejs hudo, se pravi hudo med sodelavci, med zaposlenimi in vodstvom, med solastniki, med lastniki